Tokrat se bomo malce pomudili pri česnu. Ja, lahko rečemo, da je česen postal kar prava modna muha, je namreč zelo zdrav, sploh če ga pridelamo na domačem vrtu. Za začetek, kakšen je tisti primeren čas sajenja česna? Ja, česen je posebej spomladanski, sadite čim bolj zgodaj spomladi, to je tam v mesecu februarju, marcu, čisto odvisno, kakšno je vreme. Kot prvo vrtnino in seveda takoj, ko so seveda zemlja oziroma tla primerna za obdelavo. In v kratkem, predvsem je treba vedeti, da česen v kratkem dnevu razvija korenine, v dolgem pa list, zato ga seveda vzgojimo čim bolj zgodaj. Če boste sajenje opravili prepozno, recimo v mesecu maju, se pogosto ne bo razdelilo v stroke. To se tudi včasih lahko zgodi. Jesenski česen pa za samo rast potrebuje oziroma da dobro uspeva rabi nizke temperature, in če ti pogoji niso izpolnjeni, recimo, bomo ravno tako lahko pridelali samo en udebeljen strok. Če govorimo o času, pa jesenski česen sadimo od druge polovice oktobra naprej. Ne prehitevati, tudi november ali pa januar, čisto odvisno, kakšno je leto, če je ugoden, ni nič prepozno, da ga sadimo tudi v tem času. Kako je s stročkanjem česna? Kdaj ga opravimo, da bo to seveda pravočasno? Ja, pri stročkanju je treba opozoriti na to, da ga ne opravimo prehitro, ker česen pri tem primeru ne razvija dobrih korenin in bolj požene v same liste. V domačem vrtu posamezne stroke, če govorimo o stročkanju, ločite kar sproti. In to je najboljš kar pred sajenjem. Na večjih površinah pa običajno to opravijo tisti, ki pridelujejo česen, lahko tudi 10 dni pred samim sajenjem. Kakšna je tista pravilna sadilna razdalja med posameznimi? Tukaj mislim med posameznimi rastlinami. Tako. Drobne, tukaj predvsem mislim za drobne stroke semenskega česna, sadimo mogoče bolj skupaj in ga uporabimo kot mlad česen. Pri česnu so pa najboljši tisti zunanji, debeli stroki, in v vrstih sadimo tam od 5 do 8 cm narazen, med vrstami pa naj bo ta razdalja tudi tam okrog 30 cm. Torej, za debel česen sadimo zunanje debele stroke in gledamo, kateri del je zgoraj in kateri spodaj. Če je strok nagnjen ali narobe sajen, bo tudi dal manjši pridelek. Včasih se zgodi, da tudi sploh ne bo prišel ven. Seveda si želimo čim boljšega pridelka in ponavadi vsako rastlino res dobro pognojimo. Kako je s česnom? Ja, pri česnu je tako, da bo najbolj uspel na gredici, ki jo ne gnojimo. Jo ne gnojimo z organskimi gnojili, tukaj predvsem mislim na gnoj, ki vsekakor odpade, kompost, druga organska gnojila, mogoče še minimalno. Sadite lahko tudi recimo jedilni česen, vendar se lahko zgodi, da ne bo naredil stročkov. To pa zato, ker izvira iz različnih celin in ni navajen naših letnih časov. Česen načeloma ni občutljiv na bolezni in škodljivce, morda omeniva kaj, če je potrebno? Ja, zdaj, tako v zadnjih letih, običajno ni občutljiv na bolezni in škodljivce, ampak v zadnjih letih v vrtu opažamo, predvsem tudi na česnu, resnega škodljivca, ki mu pravimo čebulna muha, seveda, oziroma česnova muha, se moramo opravičevati, čebulna muha je druga muha, in v vrt jo zanesemo s semenom, pride pa lahko seveda tudi kar od drugod. In v vrtu boste pridelek česna zavarovali na ta način, da česen pokrijete takoj, ko sneg izgine. Takoj na ta način, podobno kot čebulo, loki in čez vrtno tkanino, se pravi, takrat, ko sneg izgine oziroma zemlja odmrzne. Česen pa naj bo pokrit do začetka aprila, ker ima muha seveda samo en rod. Pa morda še o dobrih sosedih nekaj in pa o slabih sosedih, kam sadimo česen na naš vrt. Dobri sosede česna so rdeča pesa, pa solata, paradižnik, kumara, zelje, mogoče tudi redkvica ali pa zelena se bo dobro zraven obnesla. Pogosto ga zasledimo med korenčkom in pa jagodam. Kot zasadjarje pa mogoče še to, da ga lahko sadimo med maline in pa tudi ostale sadne dreve. Seveda se bodo ob česnu dobro počutile tudi 3 kraljice, kakor ne spravim. Tukaj so predvsem kapucinke, tagetes in pa ognjič. Pa slabi sosedje? Ja, slabi sosede so pa vse stročnice. Kaj so stročnice?
lahko kar povem, da so v to skupino vrtnin sodi grah, pa fižol, bob in soja in pa tudi čičerika. No, na zadnjem, na koncu moramo omeniti še spravilo česna in pa, kar je tudi zelo pomembno, skladiščenje česna. Ja, najprej spravilo, ne, in če govorimo o spravilu, moram reči, da česen z vrta pospravite takoj, ko porumeni tretjina listov. To je tisti čas, listov seveda ne odstranimo od strokov, najboljše se bo posušil obešen, povezan v šope, to so naši stari starši in pa starši že delali. No, v suhem prostoru se bo najboljš skladiščil kar obešen in spleten v kite, lahko pa ga hranimo tudi v kakšnih mrežastih vrečkah. No, zdaj sva povedala kar nekaj koristnih nasvetov in informacij za vse tiste, ki jih bo zadeva zanimala. Vsekakor pa še več nasvetov in bolj podrobne najdejo na spletni strani zelenisvet.com. Lahko pa tudi malce poklikajo po družbenih omrežjih, dodajo kakšno vprašanje ali kaj podobnega, pa bodo dobili še nekaj dodatnih informacij.